Dobrodošli v rubriki Vis-a-vis, moja nocojšnja gostja. V bistvu dva sta na svetu, ki imata takšne renome. En je Leonardo da Vinci, drug pa ona. Berem. Voditeljica, improvizatorka, glasbenica, igralka, novinarka, lutkarica, stand-uperka, šansonjerka in prva brzostrelka slovenske scene, ker govori res hitro. Ana-Marija Mitić. Ja, živijo. Dobrodošla. Najprej povej, a sem kaj pozabil? Vidim, da imaš dobro novinarsko ekipo ali pa da si sam zelo raziskovalne narave, ker si v bistvu omenil čisto vse funkcije, ki sem jih kdaj v življenju imela. Jaz bom dodal legenda, ker zame si hvala. legenda. A veš, kdaj si ti zame postala legenda? Tako iskreno, še preden sem se zaljubil vate. To je bilo, ko sem te videl na klavir igrati, pa pet hkrati. To je bilo nekaj, kar res nisem nikoli mogel. Tudi zdaj ne. Ne, tudi zdaj V ne. vseh teh letih nisi niti, si vse poskusil. Sem poskusil ogromnokrat, ampak da bi jaz igral, da bi sam sebe spremljal na klavirju, to je pa, ne vem, ki bi hotel pisati z levo, ki pač z desno pišem, pa enostavno ne gre. Je malo težko, ampak ni pa nemogoče. Je to prirojeno? Ja, ne, zagotovo je tako kot z vsemi talenti, a ne. Ja. Nekaj je prirojeno, preneseš s sabo na svet, pol je pa kaj s tem počneš. In nekaj malega vaje, predvsem pa, veš kaj je, šansona, ne, če smo že pred temu, pa klavir, pa kombinacija petja in tega. Tle je samo globoka ekspresija, globoko čustvovanje, ki seveda povzroči to, da mora nekaj ven. In to se zgodi in je pač noro, predvsem je meni noro, zato ker to ni poustvarjanje. Oba veva, kaj pomeni. Etide, fuge, Bacha in vse te velike mage, glasbene umetnike poustvarjati in vedno v interpretaciji tudi možnost kreative. Ampak to, ko pa sam rodiš nekaj, to je pa nekaj vesoljskega in je čudovito. Se pravi, besedilo in glasba, se pravi, ti moraš to sprobati. Izvira to iz tega, da se rabiš tudi, se pravi, izražati v obliki pesmi in sama sebe spremljati. Ker jaz recimo, že samo, če bi se spremljal kakšno arijo od Mozarta. Ali ga takoj na arije? No! Recimo, ne nekaj tu sem doma. Mehen pis, doma si probaval. Ja, doma sem malo. Sej to si probavati moraš, samo to je, veš, poskušaš pa aparata. Je pa res, da to je en in ni za zanemart, ne bom pa rekla, da je lahko. En velik darilo, ki se zgodi in ti si v bistvu kanal vsega tega. To je, res se nekaj zgodi, imam pa hvala Bogu to možnost, da lahko rodim muziko. Pa tako je, dvotirna sem, to ni zdaj, da je vse to sežetek enega človeka, ampak nekaj je klavir in igranje in ta produkcija te glasbe, nekaj je pa pol še besedilo, ki pač je res ekspresija, ki jo jaz čez besede najraje počnem, sploh če je v rimah, a ne, rime so nam vsem ljube, zato ker je tako malko bitje srca, je en bit in to je nam vsem ljubo, pa ne glede na to, imaš rad glasbo ali ne. Kaj ne rečejo, pa sem brez posluha, pa kar tudi tistim najbolj brez posluha, pa ki me glasba najbolj tuja, pride čez. Moraš imeti pa klavir v malem prstu, če hočeš to delati. Fino je, če znaš igrati. Ja, je pa res, da moja tehnika izpred 15 let, ki sem, ne vem koliko let že nazaj, ki sem recimo diplomski pripravljala, ti si je frlela. To je bil Beethoven, una sonata, vem, da sem spala z notami vse zdaj, ne samo, da jo ne znam več na pamet. F-mol, in noro, tudi kakšne težji, čustveno bolj dovršeni kosi so šli čez same skladbe, no, ampak boljše, ko imaš tehniko, lažje se poigravaš pol s tem. Je pa to kar frustrirajoča dejavnost, zato ker nikoli nimaš toliko tehnike, kot ti vidiš pa slišiš, to je nekaj, kar bi morali ven pridati in pa se bojuješ s tem. Pa je pa ta kombinacija sozvočje igranja in petja. Zdaj se ukvarjaš s šansoni. Šanson, ja. Veliko stvari je šanson. To je širok diapazon vsega, kar šanson ponuja. To je lahko neka taka porogljiva, malce bolj ritmična pesnitev, ki je spremljena zgolj z enim inštrumentom. Lahko je to, v mojem primeru, jaz pač rada oboje počnem, da se mi rodi hkrati in glasba in tekst, ker to gre v nekem sozvočju in včasih je najprej besedilo ali pa ideja, pa pol skupaj rata, včasih je najprej melodija, pa je pol kar dodam tekst, vedno je pa neka intenca, kaj želim sporočiti in ponavadi je prej iz bolečine, kot pa iz radosti. A je tako? Se pravi, Se veš, kako biseri nastanejo. Viš, to je zanimivo, ker eni ustvarjalci so takšni, da ko so najbolj depresivni, najbolj žalostni, najbolj otožni, da najbolj vesele stvari ustvarjajo, medtem ko so veseli ustvarjajo pa žalostne stvari. Ti si takšna, da
kanaliziraš čustva. Ja, direkt. zelo, zelo. In žalost in veselje, in to se v dnevu menja. Evo, Si predstavljaš, Kratkoliko. kako je. Ja, ampak meni, ko sem najbolj žalostna, ne gre. Ne? Jaz sem kar nekaj časa jokala v klavir, veš, na letvico, na svojo čelo in gre. A Ni res? šlo, preveč je bilo, preveč se mi je še dogajalo. Ne? Govorim konkretno o razhodu, a ne? Okej. O razvezi. Takrat nisem mogla, takrat mi je bilo toliko, v bistvu, sem bila čustveno razrvana, da kakršna koli glasba je bila samo še bolj boleča, samo še več žalosti je prišlo ven in sem nekaj časa jokala v klavir, pa počas. Pa se je pa začeli sestavljati in pol je ratal ta šanson, ki smo ga lahko predstavili na festivalu slovenskega šansona lani v našem Belem hodniku, ki govori o razvezi. si imela od nekdaj to željo po izražanju glasbenem? Ja, jaz sem kar cepetala, da so me dali na klavir, no? Pa niso bili najbolj navdušeni. Tako se mi zdi, da bi bilo moji družini bolj všeč, da grem jaz na kakšne flavtice ali pa kaj tako. Kaj je tako bolj enostavno, violončelo, nekaj, ki se lahko s sabo nos, pa ne zdaj, pa je bilo treba kupiti pianino sčasoma. Ampak sem dosegla svoje. To je pa ta ovnovska trma, rečeš, to je, in res ni bilo druge možnosti. In sem težila, pa sem rekla, pa pet na te sprejemne, v upanju, da je tako verjetno nam naredila. Ja. Potem pa se je izkazalo, da sem kar talentirana in sem rada igrala klavir. Pa tekom moje nadaljne kariere, ne, ki jo vsi kar dobro poznamo, ta razvedrilo, se je pa ta klavir, jaz sem zelo sicer težila, pa navijala zanj, da gre, ne, zraven, z mano v sozvočje, ampak kar nekako so vsi želeli samo to, besedno izražanje, samo to res stand-up razvedrilo, valjda, se sem samovoljno šla postavljati stand-up sceno v Sloveniji in zelo se mi je zdelo pomembno, da smo tudi ženske zastopane. Kdaj je Pa bilo ne to? le ženske, ki imajo. Kdaj je bilo to? Ker 10 let nazaj smo imeli 10. obletnico stand-upa v Sloveniji, ki smo jo obeležili v Španskih borcih, pod tako Vida Valiča, ki je tudi kriv, da sem jaz prišla na oder v stand-up. Pa se midva dobiva v Kudu, takrat nam Kud precej Prešeren, ker smo vsi delovali in delali in se lepo imeli. Pa je rekel, da je kaj delaš za Valentinovo, kar je hvala lepa, prijatelja sva bila že takrat. Sem rekla, hvala lepa, res čudovito povabilo, kaj misliš, da delam? Sama sem in jokam v steno, a ne, od žalosti neuspelih partnerskih razmerij in je rekel, dej, prid se bomo malo dobili, pa usedli pa bomo kakšno rekli, pa tako už malo bentila čez tele moške. Ja. In pridemo v Kud in tam plakat. Stand-up večer, Valentinovo, Vid Valič, Ivan Šarič in Ana Marija Mitić. In skok. Nisi vedela? Ne, nisem vedela, naštimalka čista. In rečem, Vid, to pa res ni bilo lepo od vseh tipov, še ti. In odko zadrž to misel, pa už na odru povedala. In sem na odru povedala vse, kar sem imela čez moške, svoje ugotovitve, vse to. In najbolj kruto je bilo, da jaz sem resno mislila, folk se je pa režal za znoret. In tam je bil tudi klavir in pa sem kar improvizirala neke komade, da ta je pač tak, ta je runkel, ta je neki. In je v bistvu še danes ostalo to, kot ena taka zelo zanimiva način pripovedi o tem, kakšne partnerske sozvočja vse najdemo v življenju. A si spravila ta plakat? Ne, nimam ga Škoda, spravljena. kaj bi ga pokazali. Ja, to bi bilo lepo. To bi si želel videti. Jaz, Saj sem bila enaka, veš. ti si to prijavila. In 20 let nazaj sem bila enaka. Ne, mi To nisem... pa res, jaz kar skozi ta obrazek. Ena prijateljica mi je dobro rekla, da v bistvu me nos rešuje, da imam ta nosek enega 4-letnika, da mi je pri 5-6 letih nehal rast nos in poleg ta ostal. Dobro, malo tudi lica, malo to tak obraz imam, ki me rešuje, da lahko dobro zakamufliram svoje leta. Staviš na tisto, ki reče, da smešno je, kar je resnično. Ja, it's funny because it's true. Je. Oziroma, tudi jaz rada, veš kaj, če se pretvarjaš, pa moraš vedno imeti neko agendo od zadaj. Ja. In meni se svet prehitro dogaja, da bi lahko skrbela še za ta tretji tir. Že tako imam 2 tira odprta. Se pravi, še ta tretji tir, zdaj sem to tle malo naglumila, pa tle sem se tako naredila. Naporno. Zakaj? Naporno je in brez veze je. In itak malaš kratke noge, tako da, zakaj? Pa tudi vice mi. Meni se vidi, jaz da mi ponudiš, da bova šla na pohanga piščanca, pa rečem, seveda z veseljem, že trza. Ne vem, če bi zdaj piščanca in razočarana sem, da si mi to rekel. Okay. In tako bo šlo. In jaz to iskreno povem. Zna biti pa, da se sploh nasprotni spola, ki malo drugače percepirate življenje, pa globoko izraznost pri ženskah, da pa je to hiter razlog za bežanje. Ja, stresno življenje je, ko človek glumi. Ja, tudi. S tem je tak, s tem je tak. Tudi. Saj mi vsi igramo ene vloge. Vsi, čisto običajni ljudje in mi, ki smo že tako malo kot igravci, mi igramo skozi, ko stopiš v trgovino, ko si pred otrokom avtoriteta, ko si starši z drugimi odnosi, ki jih tvoriš, skozi imamo neke vloge in to je popolnoma normalno in običajno. Ampak da pa zdaj se delaš nekaj, kar nisi, to je pa in naporno, in brez veze, in po mojem te čustveno zažira forever. Jaz pa rada sladko spim, rada dobro spim, rada dobro jem, pijem in se veselim življenja, ker že tako polena meče pod nogo. Ja, življenje samo. Ja. Se ti zdi, da ti je življenje veliko polen po Ma, metalu? veš kaj, je bilo pod kar noge? krivično. No. Je bilo? Ja, nisem si zaslužila vseh stvari, ki sem jih bila deležna. V kakšnem smislu?
najbolj? Ja, najbolj je bilo, me je zelo zabolelo, ker moja družina je kakršna je, seveda zanimiva in vse to, ampak sama sem taka, ki rada dela preboje, da je še boljš, da je še jače, da je tako, in res mi veliko to pomeni. In ko je moja razpadla, moja, je bilo to tako, pa kako. Ampak dejstvo je, da nisem nič narobe naredila. In zato je še toliko bolj bolelo. Jaz vedno sebe pogledam, kaj bi jaz lahko boljš, kaj bi. Mislim, ne bom nič s prstom kazala, ker glej, en prst vame, v druge, tri v mene. Ampak res je bilo krivično. Po drugi strani pa morda ful dobra lekcija, zakaj sem jaz tako razumevajoča, empatična in zakaj mislim, da lahko 80% celotnega kolesja vrtim. Ker ni prav. Tu če lahko, tu če zmorem. Pa je tudi to terjal svoj davek, a ne? To je bilo ono obdobje, ker so vsi, moj gad, kako si ti skušala? Jaz sem najbolj trpela v življenju, mislila sem, da bom strohnela od čiste žalosti, vse je pa sam zanimalo, moj gad, kako si tako skušala? Živi ti moje življenje 24 ur, pa boš videla, kaj, kako. Se ti zdijo ljudje površinski? Seveda, sej smo vsi. Sej tudi mi dva najprej pogledava. Ti imaš rad lepe avte, jaz imam rada čudovit nakit, kakšne salonarčke in to je to. Vsi smo malo površinski in vsi malo padamo na materialno. V takem svetu živimo. Torte imam rad. Jaz tudi. Zdaj, veš, jaz sem bila prej za mesnine, pa za te stvari, tako da sem, da mi kakšno dobro specialiteto. Zelo imam rada tudi te zemeljske užitke. Ampak te torte, to mi je pa pol, in imam pa svakinjo, ki obožuje in ful dobro dela sladice. In ona je bila skozi na sladko in skozi, kako vi mitiči niste, ker moj brat tudi ne, še zdaj ne. In ko sem bila jaz noseča, pa še nisem čisto vedela, da sem noseča, smo se dobili in meni je iz vitrine me je tako poklicala neka sladica in jaz tako, Lina, a bi ti z mano, tako je namreč ime, a bi ti z mano to sladico napol, neki tiramisu, neki, no, na ti boš sladko. In tako, da nisi ti noseča in jaz tako, nisem. In sem bila. In od takrat ni pa šlo to zdaj naprej, pa da se vrnem nazaj, jaz sem zdaj še vedno na sladko. Imam rada, ampak take fine, ekskluzivne to. Ne sme biti presladko. Ne kar neki, ali pa tako, veš, to neki, tudi grmado probam, ampak veš, te neke običajne sladice, palačinke, to me ne bo čisto prepričalo. Ne, ampak te neke umetnine, tako malo oka, je to mus noter ali kar malo se tres začnem. In imam rada te torte, ker to je pa sploh, veš, nek monumentalen izkaz enega, ki je vešč umetnosti sladic. Ne boš verjela, samo zate zdaj. Kam me boš pelil na torto? Ne, tukaj imamo. Kam? A ne bilo noro, če bi zdaj torto. To je bilo... Sem mislila, da imaš res. Veš kaj, se bom morala kmali. Ne, mi prazne dlani na mest torte na mizo meče, to pa tudi ni. Se ti zdi, da ta polena, ki ti jih je življenje serviralo, so te naredili močnejše v življenju? Ja, sam kaj mi bo ta moč? Se ti zdi, da lahko še kdaj isto doleti, da je bila nepripravljena? Ker to jaz sebe vedno sprašujem. Ja? Aha, ti si tak, da se hočeš... Ne, tako rečem, to se mi je pa zgodilo, to se mi pa več ne bo. Statistično gledano je zelo mala verjetnost, ampak radi mi ponavljamo te vzorce, veš. In ni rečen, da se ti ne bo. Tako da, si bolje pripravljena, ne? Hudo je iti v bitko, če se sme malo metaforično izraziti, ne? Vidim, da se tle zelo razumeva, pa upam, da ne bo razumel še kdo drug, ki to gleda. To so sami prijatelji. Te neke bitke, so, ne? So. Pozdravljam. Ko greš v bitko, veš, izrisan, ki je maček, ki ga je povozil kamion, pa pol še enkrat, smešen, ki mu en uč na nitko ven visi, pa je cel mal pofavljan. Jaz sem tako šla v to bitko. Sem bila že zmatrana in to je res težko. Lej me, vedno znova bom šla v bazen življenja na bombico skočiti, ker drugače niti ne želim. Da pa nekaj previdno, pa z enim prskom pa vse to. Ja, bo pa spet. Nič, kar ne bi zmogli ure. Karakterna lastnost. Je, malo svetobolja, pa malo melanholija. Ali pa nič, tako. Kdo bo šel na pol? Sam nič je pa tudi hitro dolgčas, ne? Nova dolgčakala. Lej, z alpskim mlekom pa sendvičem ne bo šla nikamor v rukzaku. Midva ne bova že, raj sva lačna, pa tam vidva kva imajo. Ja, točno tako. Ka ne šla robe s mlekom in sendvičem. Ne, ampak ga bova tam kupila, pa videla, koliko je mastno, pa če ne. Pa s kapco, pa z rutko. Ja, v kabrioletu. Midva sta se že vozila v kabrioletu. To se pa spomnim. A se spomniš? Ja, enkrat smo nekaj snemali. Ja, vedno je to. Veš, kaj smo nekaj snemali? Ja, nekaj smo snemali. In ti sprašal, a smo imeli najeta? Kaj je bilo? Enega prašečka, a ne? Svojim sem prišel takrat in sva se peljala po Igu. Ja, lepo je bilo. To je bilo... Kaj sem vam rada te kabriolete? Tako se mi zdi, da moraš voziti kabriolet, dokaj si mlad. Ja. Z vsem spoštovanjem do vseh tistih ljudi, ki uživate zlata leta življenja. Zakaj te to najbolj mišljala? Da še imam lase, ki mi plapolajo. Ti si iskrena. Da še imam Jaz sem iskren. Ki vidiš 60-letnika, 70-letnika v kabrioletu, veš, da je nekaj flika.
Ja, Nekaj- no, je malo, ali pa tako, a ja, zdaj komi sta si to namenila, jaz bi, da Ja. si zdaj to namenimo. Sam ne vem, če vsi tako razmišljajo, no tako, pa ful sem za to partnersko, veš, dajmo skupaj. Jaz kar malo tripam na te stvari, dajmo skupaj, dajmo s sodelovanjem. Ker sam, a veš, že tako je ful osamljeno, to se morda sliši paradoksalno, da je ta naš posel, ko si skozi okoli ljudi, pa to, ampak je ful osamljen. Redki so tisti, ki so skozi prijatelji, pa če si človek, razumeš, da ne mora biti skozi na voljo. Družina itak, ne, žlahta, raztrgana plahta je, kakor je, ampak vsem res si sam in včasih v tej množici še prej pride osamljenost. Bolje pa, koliko si ti zrel, da znaš s tem zdelavati stvari, ne. Povej, s čim se ukvarjaš profesionalno največ zadnje čase? Jaz delam kreativne rešitve. Kaj to je? Predvsem pač vsebina. Podjetje ali pa zdaj neka, ne vem, skupina posameznikov, karkoli že, se odloči, da bo imelo nek dogodek, potem pa rabijo mogoče malo asistence, kako to vse skupaj zapeljati. Do kjere mere želijo razvedrilno naravo, vse to ni, da vse sama delam, imam ekipo čudovitih ljudi, sodelavcev takih in drugačnih, odvisno od programa, kar si želijo, in pol jim naredimo en tak sinopsis, scenarij, ki res pije vodo, ki je personaliziran, torej narejen direkt samo za njih. Tle smo najboljši. Okay. Mislim, najboljši. Tle imamo dolgo zgodovino uspešno izvedenih dogodkov. Nismo zdaj lih agencija za dogodke, da bi predpeljali rdeč tepih, jelenčke, nekje, seveda lahko tudi poznamo ljudi, ki to počnejo, ampak tle je predvsem ta vsebina. Taka ali drugačna, bolj butične narave, bolj masovne narave, vse to. Vedno pa je, ja, malo čez prizmo optimizma, ponavadi smo prvi v vrsti, ki se jih kliče, pa želijo malo razvedrila. Ali pa skomunicirati kakšne stvari, ki jih vodstvo težje, kot pa jih recimo mi. Sam zato uporabiš inteligentno ekipo, ki to naredi. Tako da to pa moji fantje so. A je velik teh dogodkov za te firme? Ogromno, ne? Ja, veš kako, tudi to se je velik trg, ne? Saj nismo edini, ki to počnemo. Tako da pol, ja, me najdejo po takšnem ali pa drugačnem ključu. Drugač po izobrazbi sem pa jaz diplomirani poslovni pravnik. Sem naredila fakulteto za menedžment in pravo. Poleg seveda pianist in teoretik, pa ta nek srž medicine, ki sem jo šla povoha, da vidim, da bom drugače služila ljudem. Ja. In sem v bistvu za na te običajne službe, ministrstvo, uprava, nekaj to. Sem kar idealen kader, ne. Uživaš v tem? Mislim, jaz sem zaposlena pri sebi, no. Nisem se še odločila za ta preskok, ne vem, ampak vsakič na kvartal, ko je DDV, pa je treba regrese rihtati, pa vse to pa računu, pa ker sam gre denar, pa je tako kaj, kako, res sem zato, da sem... Vprašam zato, ker je tako drugačno delo biti, ne vem, direktorca, ne, od tega ustvarjalnega dela, ki smo se prepogovarjali o šansonjerstvu in teh zadev. Zato me zanima, koliko sem šizo. A imaš to? Ja. Kako pa ti doma, veš, kako to zgleda? Pa še gospodinja sem, jaz sem sila rada pač ta, kaj doma. Žena, mama, žena. Resno? Ja, ful mi je to všeč. Veš, kako je lepo, ko otroški prstki zabadajo v testo od fokače tiste lukne, da potem daš čez te pelate, ne, pa da si narediš pol po lastnem izboru, tudi če je malo čuden. Tisto fokačo pa se speče, veš, pa to pričakovanje pa, ki zadiši po domu. Jaz imam res rada ta dom, ampak ne pa samo to, žal. Nisem popolna žena, ki bi bila samo doma, ker vem, kako izgleda svet in rada tam nekaj tudi naredim. Če mi to hočeš vzeti, si me ubil. In to ni lepo. Ne, a ti je kdaj kdo hotel to vzeti? Ja, to je point moje. Ker sem bila zvezana, pa sem zdaj razvezana. Tega nisem vedel. Ja, nihče ni vedel. Zato pa sem prišla sem, da to iskreno povem. Oziroma, nihče ni uspel še tega takole javno izbezati ven iz mene. Si šteje v čast in veselje, prosim. Po eni strani si štejem v čast, po drugi strani sem pa žalosten, da je tako bilo. Po drugi strani si pa spet vesel, da si spet dihaš. Da si polna energije. Ja, sej to. Da ustvarjaš in da z nami te stvari deliš. Kdaj si bila pa nazadnje na televiziji, v televizijskih voditeljskih vlogah? Dobro vprašanje. Ker meni se zdi, da A veš, da sem bila nazadnje na televiziji, Jure? Pred tebi. V Milijonarju. V Milijonarju? Ja, da sem bila nazadnje v studiu pred živim občinstvom, da so luči in to. Mislim, nazadnje po televiziji sem bila na festivalu šansona. Na festivalu šansona? Kaj si razmišljal? Iz česa izhaja, da je nekdo nekomu ne voščil, pa da mu ne prvošči? Ajde, da slišam. Da nima razčiščen s seboj, koliko je sam vreden. Ja. A je ali ni res? Sej to je večni boj, veš, različiti, koliko si vreden, kje si dober, kje imaš svoje teme, vsakih ima, pa z njimi sedeti, veš, pa to. Ampak poleg, koliko si neustrašen, pa koliko si pripravljen na tem delati, ker to ni lušten, to je kar odkopavanje enega materiala. Samo meni se zdi vredno, zato smo tukaj postavljeni, da živivo. To je tako, kot bi bil fovš Miku Jaggerju. Ja, se je car pa to, ampak fuge pa ne bo napisal tako, kot jaz. Recimo, ne? Res je, ja. Res je. Sej ti si tudi kar ustvarjalen, tebe pa v besede vleče ven iz glasbe. Ti glasbeno ustvarjalen?
Nisi tok. Sem tudi še Ampak si vedno. bolj to, ta piflerček, te simfonije, kontrapunkt, harmonija, to pri tebi vse štima. Ja, jaz sem se malo poglobil v življenju, bi rekel, 20 let življenja sem dal Mozartu. Ja, vse je bil kar wunderkind. Ja. Nič nisi narobe naredil. Mislim, človeka pripelje življenjska pot do ene točke, potem, ko reče, aha, to sem zdaj jaz, in potem v tistem ustraja. Meni se zdi, da je to tako. Prva stvar, ki pa je pa to, da veš, pa, koliko si vredna zase. Ja. Da ni to, ker potem pa pride do tega, zdaj pa bomo polena pod noge metali nekomu in zakaj bi? Zakaj bi to počeli, če vemo, koliko smo vredni? Naslednji novi projekti, kje te bomo videli? Jaz bi te rad videl na odru, kaj na muziklu. Njih muzikal, veš kako, jaz, ko sem bila pol leta noseča, sem bila v muzikalu Alpska saga, s katerim smo gostovali. To je bilo takrat istočasno. Ja, mislim, pol se je lih iztekla sezona, hvala Bogu, in se je lepo išlo. In pa sem stopila dol iz odra in nisem več šla gor. Ima pa zdaj že 6 let, on je že prvi črl. To je bilo 6 let. Ja, tako da v bistvu 7 let računi, jaz nisem bila na odru tako, teater. Ker je rekel tam... Veš kaj, jaz sem hotela biti mama in sem rada mama. In mislim, da sem precej dobra mama. Delam po najboljših močeh. In on je samo zdaj tako mehen in samo zdaj me rab. Pa bo počasi dozoreval in ga je treba spustiti. Nisem ena izmed teh. Čeprav sinko, zlati sinko, edinko ljubi ga majka. Najboljši je. Ampak tle je zelo odgovorna naloga od mene. Sploh v tej situaciji, v kateri sem. Da ga ne vzamem za čustvenega partnerja, da potrudim se, da bo džentelmen, da bo imel spoštovanje do žensk, kakor mu jaz lahko to cepim. Žal mu tega ne moram ucepiti jaz. Spoštovanje do žensk dobi preko očeta. To ga bo on naučil, ne jaz. No, in sem se odločila pač, če sem mama, da bom res mama. In je super, naporno, ful, jaz to nič ne lažem, to je, oh my goodness, kva pa to? To so oni, to je mehna različica tebe, ki je prišel, to je njihova naloga, služba. Pa nima nikjer baterije ven zauzeti. Pa Leo je tak, pleza. On ni otrok, ki se bi ga želela. Da je on dojenček žemlo v roke. Veš pa, koliko je priden, ja, spimo po noč. Kjer on ne spi, že cel life ne spi. Otrok z žemlo v roke. Ja, a veš, kaj so te, no? Malo pridebeli žemlo v roke. Pleza praviš. Povsod. Pa imam pa še take frende, ki so tudi malo provokatorji, veš, pa se srečamo pa tako in vidijo mene, da sem takole, daj ste pa vstali, jaz sem pol 6 že danes, gavnari. In sred tržnice kao, Leo, a ti misliš, da bi lahko splezil? Še besede ni do konca rekel, Leo, že na stalažo. In pol tam, veš, loviš truce, opustite. Neko, ki je ljuškan. Mega doma, pa bo, ampak the best. Sem vesela, da imam aktivnega otroka, ker sem v bistvu v svoji srži aktivna tudi sama. In sem tam, ki pleza po igralih, ne. V mejah normale. Ni tako, da bi rekla, zakaj nismo 8 ur v tišini? Ne, to tudi ne moreš to otroku narediti. Ampak ga pa tudi peljem, recimo v kavarno Union, ki je ena izmed lepih, starodobnih ljubljanskih kavarn, tja na Zajtrček, zato da se nauči, kako se s platnenimi prtiči obnašamo, kako se, seveda, ne, da bo enkrat gospod. Ja, to je zelo lepo. Ja, pa tudi jaz grem rada v take konce, se ni da to, sam zaradi otroka počnem, meni je super jesti Zajtrčke v mestnih kavarnah. Je kar doživetje. Nekaj, kar počasi izumira. Ne vem zakaj, ali smo pa sami stare duše, veš, mogoče pa nama všeč, pa zdaj nekdo gleda pa se reče, oh my god. Dunajska sorta zajtrka, ne? Pa malo Štraus v ozadju. Mora biti te violince, skozi malo violince. Po mojem malo ven štrljiva glede tega. Mogoče. Ker... A si predstavljaš, da nas zdaj gleda nekdo, ki čaka na drive-inu, pa tole na mobitel gleda? Se jaz grem tudi na drive-in. Ne, se jaz grem tudi na drive-in. Meni je dober to. Absolutno. Meni je vse dober. Svašta mi je dober, ampak jaz za odkrivati se pa res zelo lepo počutim takole, če sem. In to malo manjka zdaj. A veš, 7 let je vsem kar dolga doba in malo mi manjka stopati v to svojo moč, ker sem gospa, ker sem v petkah, ko grem, ko se lahko cela oblečena v bleščice, pa sadje na glavi za na oder, ali pa pač samo to. Ampak si pa tudi ne dam vzeti, veš, se lahko te krhajo, pa greš ti delati med krave v hlev, pa si še vedno dama, ker to se ne vzame ven iz človeka. Tako da ja, absolutno. Najlepše hvala, da si bila naša gostja. Z veseljem. Upam, da priješ še kdaj. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.